Vas zanima Gangina zgodba? Kdo jo je pripeljal in kdaj? Kako so jo sprejeli? Ali celo, da se je sama rešila iz jarka? O tem in še mnogih zanimivostih boste izvedeli v današnji Slonji soboti. Mislite, da je bila Ganga res prvi slon, ki je prišel v Ljubljano? Potovali bomo za kratek čas, skoraj 500 let nazaj, torej v čas reformacije, ko je Primož Trubar izdal abecednik in katekizem 1550, oziroma eno leto pozneje, leta 1551, se je v Ljubljani na poti na Dunaj ustavil nadvojvoda in bodoči nemški cesar Maksimilijan II. In s seboj pripeljal nekaj, kar Ljubljančani še nikoli niso videli, namreč mogočnega azijskega slona po imenu Sulejman. Bil je poročno darilo z daljnih krajev in prava atrakcija. Ljudje so prihajali iz bližnjih in daljnih krajev, da bi ga videli, in Sulejman je torej pustil en tak ogromen pečat mestu, tako močan, da so na mestu, kjer je ležal, postavili potem gostilno z imenom Pri slonu. In danes na tem mestu stoji tudi hotel Slon. Ljubljana ni ostala samo pri legendah. Novembra leta 1977 je v Ljubljano pripotovala slonica Ganga. Azijska slonica, ki je za pot od Kampurja v Indiji potrebovala malo več kot 3 tedne. Najprej so odšli iz živalskega vrta Kampur na dolgo pot v tovornjačku, kar 1350 km do Bombaja, od tam na majhno ladjico, kjer je pripotovala v Rijeko po 21 dneh čez Suješki prekop po Jadranskem morju, kjer so jo pričakali naši sodelavci živalskega vrta. Ko je Ganga prišla v Ljubljano, je bila mlada slonica, mladič. 2 do 3 leta je bila stara, visoka je bila okoli 1,5 metra in tehtala je 550 kg. Vendar pa se je od prihoda Gange v našem živalskem vrtu in tudi v drugih živalskih vrtovih marsikaj spremenilo. V preteklosti so živalski vrtovi kupovali živali in Ganga je bila takrat vredna 35 000 evrov. Sedaj pa si v okviru organizacije, ki se imenuje Zveza živalskih vrtov in akvarijev Evrope ali sveta, med sabo živalski vrtovi izmenjujemo živali. Ko je naša Ganga po dolgi poti iz Indije prispela v pristanišče na Reki, se je začel še zadnji del njenega potovanja, pot proti Ljubljani. Na Reki sta jo pričakala gospa Vanda Zavrl, uslužbenka Emona Komerca, ki je donirala nakup slona, in takratni veterinar Zoo Ljubljana Tomaž Gršak. Ker ni hotela v tovornjak, so morali menda nabirati na več koncih zelenjavo in veje, da so obložili notranjost tovornjaka, in potem je le stopila van. In ko so prispeli v živalski vrt, so jo menda zaposleni sprejeli kot zvezdo, naredili so špalir in gospod Gršak jo je prijel za uho ter peljal v ogrado. Takrat je bil 17. november 1977. In nikomur se niti sanjalo ni, da bo Ganga tako priljubljena obiskovalcem in živalski družini in da bo z nami delila skoraj 50 let skupne zgodbe. Takoj po prihodu v ljubljanski živalski vrt je Ganga morala v karanteno, v takrat improviziran karantenski prostor, ki je bil v starem zverinjaku. To je na mestu, kjer so danes šimpanzi. Prebivala je v prostoru, ki je namenjen obiskovalcem. No, in že takrat je postala prava atrakcija. Skozi majhno režico se jo je dalo videti in kar nekaj Ljubljančanov in drugih obiskovalcev živalskega vrta si jo je ogledalo že pozimi naslednjega leta. No, v poleti pa se je preselila na mesto blizu današnjih morskih levov, kjer je bila ograda, kjer so v preteklosti prebivale vidre. Ta prostor je bil dovolj trdno zgrajen, da je lahko Ganga tam prebivala. Med tem časom pa se je gradil slonjak, od takrat naprej pa prebiva tam. Kako je potekala selitev Gange, se pravi od začetka živalskega vrta do slonjaka, novega slonjaka, nam do današnjih dni še ni uspelo izvedeti.
Ganga v svojem življenju ni bila vedno sama. Leta 1981 se je pridružila azijska slonica Inda, zelo miroljubna, a žal se z Gango nista ujeli, zato je Inda morala kmalu zapustiti naš živalski vrt. Takrat, pred desetletji, skrbniki še niso imeli toliko znanja o združevanju in povezovanju nesorodnih slonic, kot ga imajo danes. Leta 1983 je k nam prišla tudi afriška slonica Temba, ampak nikoli ni bila v isti ogradi kot Ganga. Tudi ta je žal zelo kmalu poginila. Sloni so v naravi zelo socialna bitja, živijo v skupinah sorodnih samic z mladiči, kjer se mlajši učijo od starejših in kjer je povezanost ključna za njihovo dobrobit. Družino vodi najstarejša in najbolj izkušena samica, ki pozna zavetje, najboljšo pašo in vodne vire. Odrasli samci so samotarji ali pa se združujejo v manjše črede. Že nekaj časa si tudi v Zoo Ljubljana želimo, da bi lahko naredili nov slonjak, velik vsaj za 2 slona. Smernice in znanje Zveze EAZE gredo danes tudi v smer združevanja starih samic in glede na sposobnosti in znanja naših oskrbnikov obstaja možnost, da mogoče v prihodnosti tudi Ganga dobi družbo starejše samice. Leta 1994 pa smo Gango morali uspavati zaradi nege njenih nohtov in stopal. Tedanji veterinar Iztok Emeršič je poklical kolega iz Berlina, ki je imel zelo visok procent slonov, ki jih je uspaval, da so se potem seveda zdravi zbudili. Prišli so 4 kovači in pa na vsaki nogi so bili še 3 pomočniki, torej 16 ljudi in 2 veterinarja. Delo pa smo morali opraviti v res rekordnem času, slabe ure. To smo uspešno izvedli in Ganga se je zdrava zbudila in vstala. Zakaj pa je potrebno opraviti nego nog? Sloni v ujetništvu se manj gibljajo, kot sloni v naravi. V naravi naredijo tam nekje do 80 km in si pri tem brusijo nohte in kožo na podplatih. Ganga pa ima v svojem prostoru mivko in v notranjem prostoru pa kavčuk. Zaradi tega opravimo nego nog vsake 3 mesece. To pomeni 4-krat na leto. Beležimo vsak nog, posebej tiste kritične, da smo potem pri naslednji nog pozorni na te nohte. Sloni obožujejo vodo, v njej se kopajo, hladijo, igrajo, valjajo, pa tudi plavajo. Ganga je najprej dobila majhen bazen, zgrajen v istem obdobju kot slonjak v začetku 80-ih let. Zaradi majhnih dimenzij in strmega dostopa v vodo ga Ganga nikoli ni rada uporabljala. Ko pa se je enkrat v njem celo zagozdila, sploh ni več hotela van. Okoli leta 2010 je bil delno zasut in preurejen v blatni bazen. V eni od prejšnjih epizod pa smo govorili tudi o Gangini kopalni pustolovščini, tako da vas vabimo, da pogledate eno od epizod nazaj in spoznate, kako si je Ganga privoščila kopel v Glinščici. Vam povem zgodbo, kako je Ganga padla v jarek. Ganga je bila takrat stara okoli 20 do 25 let. Obiskovalci so ji metali hrano, nekaj hrane je padlo v jarek, no Ganga se je stegovala za to hrano in kar naenkrat omahnila v jarek. Kmalu so dobili obvestilo, da je slon padel v jarek. Veliko oskrbnikov je prihitelo Gangi na pomoč in kar nekaj časa so si belili glavo, kako bi jo spravili nazaj v njeno ogrado. Kar nekaj idej je padlo od tega, da je nasujejo pesek, da ji naredijo neke stopnice. No in ko so odhiteli po težko mehanizacijo in po rekvizite, ko so se pa vrnili nazaj, je pa Ganga že bila nazaj v ogradi. Sloni so izredno gibčne živali, čeprav po svojem konstituciji telesa ne izgleda tako, no in to je dokazala tudi Ganga. Brez težav se je splezala nazaj v svojo ogrado. Zakaj pa govorim to zgodbo? Lahko bi se res hudo poškodovala. Bili so padci slonov v jarke, kjer so se sloni močno poškodovali, si zlomili noge. Zato prosim obiskovalce, da prepustite to delo nam. V našem živalskem vrtu imamo že vrsto let zaposleno nutricistko,
ki za vsako živalco pri nas res skrbi in odreja točno določene obroke, tako tudi za gango. In poleg ostale skrbi zanjo je tudi jedilnik dnevno z velikim veseljem in srcem pokladamo mi oskrbniki. Ganga je danes zdrava in zadovoljna slonica, tako kot pri starejših ljudeh, pa tudi pri njej zaznavamo kakšne starostne izzive. Želimo si, da bi še dolgo ostala naša ambasadorka ogroženega živalskega sveta in nas spominjala, kako pomembno je varovati naravo. Pomagamo pa lahko vsi. Ne kupujemo izdelkov iz slonovine, ne podpiramo turizma v naravnih okoljih slonov, kjer jih izkoriščajo za jahanje ali predstave. Raje pa prispevajmo k varovanju njihovega naravnega okolja ali donirajmo rezervatom in azilom za slone. Hvala, da ste bili danes z nami in se vidimo kmalu.